Zavod RISA je v okviru projekta Unity v četrtek 12. marca 2026 v Slovenj Gradcu organiziral okroglo mizo o dostopnosti volitev za vse, na kateri so predstavniki nevladnih organizacij in osebe z oviranostmi opozorili na informacijsko in komunikacijsko nedostopnost za osebe z oviranostmi. Končno imamo v Sloveniji zakonodajo, ki aktivno in volilno pravico omogoča vsem ljudem, zdaj pa je seveda na državi, na lokalnih skupnostih in na vseh nas, da bomo lahko to volilno pravico tudi uresničevali. Ljudje imamo večinoma enake potrebe, podobne želje, v življenju želimo biti izpolnjeni in srečni, poti, kako pridemo do tja, pa so različne. In dostopnost tu igra ogromno vlogo. Največji problem je v tem, če odmislimo dostopnosti do volišč, je za nas z osebami z izgubo sluha, še posebej za gluhe, kako razumemo kandidate, politične stranke, ki nastopajo v volilnih kampanjah. Zadnje čase opažam, da so kampanje postale brutalne, da gluhi težko spremljamo dogajanja v kampanji in tudi težko razumemo njihove volilne programe. Imamo možnost spremljati soočenja na televiziji, tako na nacionalni kot tudi na zasebnih televizijah, ki so opremljene s podnapisi ali s tolmačem. Če bi želeli razumeti vsebino, bi morali brati med vrsticami, a je to za nas gluhe nepojmljivo težko. Že v tem predvolilnem obdobju zbiramo informacije o tem, kaj recimo želijo ljudje, koga bi želeli voliti in zakaj bi želeli koga voliti. Vse informacije o postopkih, tudi o strankah, o kandidatih, poskušamo nekako skupaj z ostalimi deležniki podati na nek dostopen način, ker si želimo, da prav vsi, ne samo ljudje, ki imajo različne oviranosti, razumemo, kaj nam je na voljo in kaj se bo s tem, ko bo nekdo izvoljen, lahko spremenilo na bolje. Moramo torej zdaj od besed k dejanjem, da so dostopna volišča za vse vrste ljudi z oviranostmi in da dobijo ljudje tudi informacije, konkretne informacije, da so soočenja s podnapisi, da so soočenja prevajana na vseh televizijah v znakovni jezik, tudi torej vsa gradiva, ki prihajajo od političnih strank, morajo biti v razumljenem in torej jeziku, da imajo lahko vsi to možnost prebrati. Na tem dogodku je o svoji izkušnji spregovorila tudi Mateja Breznik, mati 31-letne hčerke z avtizmom in motnjo v duševnem razvoju, ki je volilno pravico dobila pred 2 letoma. Torej do pred 2 leti je vedno hodila z mano na volitve. Vprašanje je bilo, zakaj pa jaz ne smem voliti. Pred 2 leti je dobila vabilo na volitve in volit smo odšle obe. Avtizem pri hčerki pomeni, da je po eni strani precej inteligentna, po drugi socialno-družbeni, ima pa zelo velike težave. To pomeni, da je načeloma volitve ne zanimajo, razen če v njej vzbudiš interes. Pred 2 letoma, ko je šla prvič volit, je Zavod RISA organiziral predstavitev 6 kandidatov, ki so imeli socialne programe v svojih programih. Te predstavitve si je ogledala, dobila je nalogo, da izpiše ključne besede, zato da je pozorno poslušala in potem se je sama odločila, kateri kandidat
bi ji najbolj ustrezal. Zato odločila se je na koncu za kandidatko, ki je navijala za življenje izven institucij. Ko je prišlo do te velike spremembe, sem bila izjemno ponosna in zadovoljna, ker se mi zdi to velikanski korak naprej za vključujočo družbo. Dostopnost volitev ni le tehnično vprašanje, ampak temelj demokracije. Pravica do glasovanja pomeni, da ima vsak posameznik možnost sodelovati pri odločanju o skupni prihodnosti. Včasih se mi kot volivki zdi, da nima smisla. Včasih se mi zdijo kakšne stvari prezapletene, včasih se mi zdijo kakšne stvari celo neumne, ampak sprememb na bolje ne moremo doseči brez tega, da se aktiviramo. Eden izmed teh načinov je, da gremo na volitve, drugi izmed teh načinov je, da mogoče kdaj celo kandidiramo na volitvah in pa da tiste, ki imajo možnost odločanja, nenehno opominjamo, da obstajajo obljube, obstajajo pravila, obstajajo zakoni in da je te zaveze potrebno uresničiti. In to je tudi ena izmed nalog našega zavoda, da se oglašamo, da smo skupaj z našimi kolegi in kolegicami z ovirami glasni in da ne prepustimo stvari naključju in dobri volji posameznih odločevalcev. Mi, državljani Republike Slovenije, imamo volilno pravico in to je čast vsakega državljana, da ima možnost voliti nekoga, ki bo zastopal naše interese v državi ali na občinski ravni. Da bi to volilno pravico izkoristili, je tudi naša pravica, da razumemo celotne volilne postopke. Dostopnost volitev ni privilegij, ampak osnovna pravica. Družba, ki omogoča glas vsem, tudi gluhim, naglušnim, osebam z intelektualnimi ovirami in tistim, ki potrebujejo lahko berljive informacije, kaže, da razume bistvo demokracije. Vključevanje, enakost in spoštovanje vsakega posameznika. Šele, ko lahko resnično sodelujejo vsi, lahko rečemo, da odločamo skupaj.